Pozdravljeni v knjigarni in knjižnici naše založbe Novo obzorje v Ljubljani v okviru Demokracije magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbe Novo obzorja, na kateri prirejamo pogovore v različnih slovenskih krajih z avtorji knjig založbi Nova obzorja. Lepo pozdravljam tudi tisti, ki nas spremljate v neposrednem prenosu preko spletne strani demokracija.si. Naša današnja gostja je pesnica in pisateljica gospa Zvezdana Majhen, s katero bom spregovoril o njenem literarnem ustvarjanju. Na kratko predstavi. Rodili ste se leta 1950 v Ljubljani, torej sredi 20. stoletja. Tako je, mimogrede, lahko še to povem, moja starša sta bila najstnika, ko sta me zaplodila v mladinski delovni akciji. Skratka, recimo, da je to dobra osnova za eno večjo vitalnost, malo heco. Sicer sem po profesiji vzgojiteljica in univerzitetna diplomirana psihologinja, zdaj pa samo še vesela upokojenka in avtorica. Del za otroke in za odrasle. Če zdaj majčkeno pogledava, torej... Vaša ta literarna biografija je v bistvu zelo obsežna, moram reči, ne? Ja, hvala. Se pravim, da bom pogledala, ne bom čisto na pamet govorila. Torej, 81 knjig, od tega 11 za odrasle, 70 za otroke, 3 knjige so prevedene v angleščino, 12 del za otroke pa v ruščino. 377 besedil je uglasbenih, na številnih zgoščenkah in tudi seveda prijavljenih v registru SAZAS. V registru ZAMP je pa prijavljenih 150 v različnih revijah objavljenih člankov z področja psihologije. Sem tudi avtorica oziroma scenaristka 13 filmov. Eden od teh je Otroci v vrtcu, gre za strokovni film. To smo delali preko Delavske enotnosti še v bivši Jugi. 2007 pa 12 filmov s skupnim naslovom Harmonije Evrope. To je bilo v času, ko je Slovenija predsedovala tudi, ne. To je odkupil RTV in se je lepo predvajalo, moram reči, da nastopali so otroci, starejši šolarji, osnovnošolci. No, en lep izdelek je pa tudi musical Čarobno drevo. Tako da ta zadnja zbirka, o kateri bova danes govorila, Domovina spominov, ni čisto zadnja, torej zadnja izdana. Še eno z naslovom Ogenj poetike. Pričakujemo letos oziroma naslednje leto in še ena je tudi že oddana. To so pa sonetna ogledala. Se pravi, ste zelo dejavni. Ste torej zaenkrat avtorica 11 knjig za odrasle, od katerih je kar 9 zbirk sonetov. Zadnja med njimi, ki ste jo že omenili, Domovina spomina, pa je konec lanskega leta torej šla pri naši založbi Nova obzorja. Uvodno besedo je napisal dolgoletni raziskovalni novinar Miro Petek. Kdaj ste vi pravzaprav začutili ta vzgib oziroma potrebo po pesnjenju? Torej, resnično je bilo tako globoko občutenje, sicer ne more človek tega pomniti. Bilo je namreč med mojim 5. in 6. letom, zato vem, ker takrat še nisem znala pisati. V naslednjem letu me je pa dedek že pred šolo naučil pisati. In sicer sem večkrat prosila, da bi rada videla, kako se rodi teliček. Ker kar zjutraj si prišel v hlev in je bil teliček, ja, od kje za božjo voljo? Ja, od te kravce, ne. In strašno sem si želela, da bi to videla, ne. No, in seveda so čakali, da je naša bička, ki je z lahkoto povrgla, da sem to opazovala. In takrat se je resnično zgodil, torej, čustveni presežek, ki ga ni bilo kam odložiti. In jaz sem v znak hvaležnosti in vsega tega občudovanja, kako pride bitje na svet, želela bički nekaj pokloniti, ampak ona je imela vse. In na misel mi je prišla pač pesmica, v tem smislu samo to še vem, da nam je bička dala telička, torej nekaj se je rimalo, nekaj se najbrž tudi ni rimalo, ne, ampak jaz sem to pesmico seveda s ponavljanjem potem naslednji dan
ni bil nihče v hlevu, šla do Bičke, se globoko priklonila do nje, pri njej, ne, in je to pesmico povedala. In od takrat naprej vem, da so se recimo porajale tako, samo po 2 verza, recimo živalcem ali pa rastlinam, cvetoči rastlini, recimo. Vse to je povzročil nek vzgib, ne. Kdaj ste pa začeli pisati sonete, a ne? No, in v bistvu, zakaj pravzaprav sonete, glede na to, da je to zahtevna pesniška oblika, ki še vedno velja za nekakšno krono pesništva? Ja, torej v 4. razredu, ko v šoli še nismo obravnavali Prešerna, najprej ena učiteljica, ki me ni učila, mi je pač nekaj v Prešernu pripovedovala in eno pesem povedala. Potem me je pa gospod knjižničar mestni, starejši gospod, sem mu pa zaupala, torej pesniki, ko zapišemo prve besede, ne kažemo kar tako okrog, veste. Torej ta knjižničar je imel posebno sem mu zaupala, in sicer pesmico o knjigah, še malo, ne. Tako da veliko pesmi Prešernovih sem znala na pamet, pravzaprav jih zvečer ponavljala kot neke vrste mantro. Meni je nekako sonet bil uglašen s to mojo notranjo duševno melodiko, bom rekla, ne. Tudi večkrat se je pojavilo, ampak to nisem nikoli pred ljudmi, ko sem nekaj razmišljala, se je pojavila dejansko misel že v jambu, ne. No, pri tem izstopate po svoji domovinski liriki. Ste torej to domovinsko liriko začeli pisati že v mladosti ali ste začeli pisati morda šele v zadnjih letih? Ja, jaz osebno, mogoče me bo kdo popravil, štejem v domovinsko liriko seveda tudi pesmi o pokrajini, o nekem dogajanju v naravi, ali brstenju, ali zmrzovanju, ali čemerkoli. To je vse nastalo na podlagi nekega opazovanja, ne, ne vsakega opazovanja, zanimivo je to, ne. In da sem pa recimo v zbirki izdala to, je pa to prva knjiga Sožitje, 60 sonetov o slovenskih krajih, izšlo je 2007, morda zanimivo, črkala je napisana z črno barvo, da jo beremo lahko kot sožitje. To je moja tiha notranja želja, da začnemo Slovenci v sožitju živeti. Drugače pa slo, kratica za Slovenijo, in žitje, stara beseda, ki še vedno ni označena kot pogojnik v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Skratka, to je pa umetnostna zgodovinarka, a veste, da moram pogledati, da se mi je pisala uvodnik, Zazibana domovina, je dala naslov Nuša Podgornik. No, zanimivo je pa nekaj pri tej zbirki, nekaj zelo zanimivega. Ko jaz pišem, ne vem, kaj bom nazadnje za knjigo pripravila, ne? In tle sem razmišljala, kako čem, in ne bi koga rada favorizirala. In se odločam, da bom šla po abecedi. Ampak šele potem, ko je knjiga izšla, sem jaz ugotovila, da ne bi mogla bolj zadeti, namreč v tej pesmi ajdovščini posvečeni s črko A, ne, pravim na koncu, s poševnim valovanjem jambovine zložim retrospektivo domovine iz tega dnevnega medijskega prostora. No in potem takoj druga, z naslovom Zavest ni časa, torej enako število črk, samo v podnaslovu Zavest ni časa. Namreč čas se je menda res zgostil, nekateri fiziki kvantni pravijo, da je tako, ampak to je pa zelo hudo, ko enkrat zavest ni več časa. No, da je pa potem šla, je pa knjiga Sožitje izšla še v slovensko-angleškem jeziku, izpod prevajalskega peresa dr. Andreja Rijavca, ki je pa tudi prijatelj seveda in zelo poglobljen človek, ki je tudi študiral oziroma v šolo hodil osnovno v Londonu, tako da je pravzaprav primarni jezik angleščina, ne. No, o teh vaših zbirkah pesniških bova še nadaljevala nekaj povedala oziroma boste povedali. Zdaj bi se pa dotaknila prav te
vaši zadnji sonetni zbirki Domovina spomina, ne, delo, kot sem gotovo, sestavljajo 3 tematski razdelki nekako. Tako je, ja. Prvi govori o vašem razočaranju nad ideologijo, o 11 zidovih Hude jame, o rovih mučenikov, pa tudi o nekoliko novejših temah, o Marakeških deklaraciji, ki je bila aktualna pred parimi leti nazaj, o ponoževanju drugače mislečih in tako dalje. Drugi del je namenjen predvsem nedavni sedanjosti, naprimer navalu nezakonitih migrantov na območje Evrope, Evropske unije, prognozi prihodnjega razvoja Ljubljane, kritiki vlade, ki je bila v tistem času, ko so nastali ti soneti, še levičarska in brezdušni vzgoj mladine, ne. Potem tretji del pa nekako govori o vaši osebni zgodovini, o odnosu do pesnjenja in tudi o tem, da je edina stranka, na katero zares prisegate, beseda. Že v prvem sonetu Domovine spomina izražate globoko razočaranje nad domovino, o kakršni so vas v šoli učili. Kaj je pravzaprav povzročilo tolikšno zamero, da pravite, odkar to vem, ne zmorem več kot biti? Torej, prvo bi povedala, da je knjiga bila, rokopis je bil založbi poslan, mislim, da je bil marec 2019, ne? To se pravi, ta lirika absolutno takrat bila zaključena, ne? Takole bom povedala. Torej, jaz sem otrok socializma. Doma nisem imela prav nobene, torej, vzgoje v tej smeri, da bi me kdorkoli usmeril levo, desno, zeleno, plavo in tako naprej. Ampak šola je pa imela zelo veliko moč. Zelo dobro se spomnim, da mi je dedek Mraz za novo leto v 3. razredu osnovne šole pri očimu v službi prinesel precej debelo knjigo, kot enciklopedija, še pomnite, tovariši. Tam so bili sestavki otrok, v glavnem 2., 3., 4. razred, tako strašni, v tem smislu, kako grozno so bili Nemci kruti, kako zelo so bili partizani veliki in tako naprej, ne. In seveda deklica pri teh letih, a veste, 10 let stara, ne, to bereš in se vračaš. Seveda tudi šola v veliki meri zaupala sem učiteljem, to moram povedati. In ko se je zgodilo, da je umrl Tito, žal, jaz sem strašno trpela. Jaz sem toliko prejokala in resnično, iskreno me je bilo strah, kako bomo mi naprej. Ampak pazite, to je bila že univerza za menoj. Ker v bistvu je bilo tako, da so v bistvu ta medijski mainstream takrat je ustvaril vtis, da je bil Josip Broz Tito nekakšno praktično božanstvo. Ne? Tako. In zanimivo, da ta indoktrinacija je imela tako močen vpliv, da do dvoma ni prišlo. Ker pazite, ko mi neko informacijo dobimo, zastrižemo, potem se pojavi dvom, kot normalen proces v mišljenju, a ne? In tako naprej, in zlagaš stvari, ne. In seveda, ko so prve stvari prišle meni v roko, torej lahko pa povem, da sem praktično vso novodobno zgodovino še živečih avtorjev naših, ne, prebrala, zdajle zadnja stvar, ki jo berem, je Vzporedni mehanizem globoke države. In seveda tudi si delala izpiske, primerjalno tam opisovala, to je tudi tam bilo povedano in tako naprej. In ko se je to začelo odkrivati, ena zelo huda stvar, ki me je zelo, zelo prizadela, ne vem, koliko je ljudem to znano, 16.9.1941 je Centralni komitej Zveze komunistov Jugoslavije, za nas pa prav ta slovenski, ne, to je na A4 formatu zapisano, številne postavke, kaj je treba vse narediti. In točka 7, okameniš, ko to bereš. Gospod Brglec, okameniš vse intelektualce, vse študente, vse kavarniške debatorje. Likvidirati, torej ves čas se pojavlja ta beseda. Potem kulake, recimo, to so bili ljudje po domače povedani gruntarji, ne. Vse likvidirati, veleposestnike pa sploh, vsakega, ki je imel neko lastnino, likvidirati. Ko ti to bereš, ne moreš verjeti. Ampak pazite, meni je to dal v roke človek, ki je na FSPN študiral. In seveda, jaz sem bila toliko prizadeta, da si nisem upala v dialog, recimo, da mi vi nekaj poveste.
nisem hotela dialoga, ker sem se bala, da bom solze spustila, da bom izgledala nekako, a veste, ena jokica, tu bolel noter, ne. In od tega ven so seveda začele zadeve prihajati, ne. Moram reči, da sem okrog 20 sonetov celo enkrat uničila, ker sem videla, da uničujoče delujejo name, ki jih preberem pol čez čas. In sem jih enostavno uničila, ker sem se bala sama sebe, da bom ponovno to pregledala, ne. Tako da to, kar ste seveda torej povedal, a ne, za to pesem, odkar to vem, ne moram več kot biti, to je seveda metaforičen izraz, jaz sem kar precej pokončna, bom rekla, tudi take stvari delujejo, seveda boli in tako naprej, ampak pa imaš pa meditacijo, pa imaš jogo, pa se spet pošlihtaš, po domače povedano, ne. Mogoče ta sonet. Odkar to vem, ne zmorem več kot biti. Plaz razočaranja nad domovino pogosto moči pernato blazino, medtem ko jezik skušajo preupiti vse bolj grmeči rdeči sateliti. Ko sem skrivaj pokukala skozi lino in prepoznala lažno zgodovino, me ni bilo mogoče ukrotiti. Čas je razpadel v smrtno bolečino, napolnjeno z izvotljeno praznino svobode, ki storilce vztrajno ščiti. Kako so mogli noč in dan moriti? Vzgojili so me krvoželjni miti, odkar to vem, ne zmorem več kot biti. Ja, bi morda lahko še prebrali to pesem Rovi mučenikov, ki je tudi v bistvu vezana na to tematiko in se mi zdi, da je tudi zelo močna izpovedna na strani 11. Ja, na strani 11 Rovi mučenikov, še pred njo je pa zanimivo samo toliko 11 zidov. Tudi to, kako človek ne ve, da se mu zapiše, točno 11-krat sem napisala. A veste, post festum sem šele ugotovila to. Ne? Kaj te vodi pri tem? Torej, Rovi mučenikov. Lasje, pleteni v kito, ne umrejo. Molče prikrivajo leden skelet v neštetih rovih pod zverinsko mejo pobitih majhnih deklic in deklet. Morilci si podajajo trofejo z našitki pozlačenih epolet, s pokončno hrbtenico mirno grejo med speče ljudstvo na zastonj banket. Še kamen je na zemlji mučenikov pred gluhi narod koteli vprašaj, vesti, ki iz odmeva strašnih krikov neštetih ust sprašuje, le zakaj. V zarobljeni tišini svet sodnikov ob promenadi srkali polčaj. Moram reči, zelo močna izpovedna pesem, bi rekel, na nek način. Ne pišete pa samo o bistvu, oziroma v teh sonetih se nakvarjate samo s polpreteklo zgodovino, ampak tudi v bistvu pišete tudi v bolj aktualnih stvarih, tudi recimo teh, ki se tiče celotne Evrope, ne samo Slovenije, recimo to je vprašanje nezakonitih migracij in podobno, ne. Tudi pišete torej o migrantih, celo z vidika njihove javno izražene namere o nasilnem vdoru v prostor Evrope, Evropske unije. Zanimivo, tako navajate njihovo strategijo, zapisano v knjigi Bes in ponos, Oriane Fallaci, ki je šla v slovenščini pri založbi učila leta 2003, ki pravi, če citiram, med sinodo, ki jo je organiziral Vatikan oktobra 1999, da bi na njej razpravljali o odnosih med kristjani in muslimani, je osuplo občinstvo nagovoril eminentni islamski učenjak in s hladnokrvno predrznostjo razglasil, če ga citiram, s pomočjo vaše demokracije bomo vdrli k vam, s pomočjo naše vere bomo zavladali nad vami. Konec citata. Torej, ta italijanska pisateljica, žal pokojna od leta 2006, prav leta 2006 je pa izšla ravno tako pri Učili International, njena druga knjiga, mislim, da je tudi zadnja, nisem čisto sigurna, oziroma v slovenščini, ne, Moč razuma. V tej knjigi seveda tudi z argumentirano besedo pojasnjuje stvari in takrat so v Bergamu, kjer je ta knjiga tudi šla, ta muslimanska stran, ne,
jo je tožila. Zelo je pravzaprav razburila muslimansko javnost. Tako da, kaj se je potem zgodilo s to tožbo, verjetno, glede na to, da sodišča počasi meljejo, da je Oriana prej umrla, kar je 2006 umrla. Torej to, kar je eminentni muslimanski strokovnjak, voditelj rekel, zaradi vaše demokracije bomo udrli k vam, zaradi naše vere bomo zavladali nad vami. To so besede, ob katerih se je treba ustaviti. Če se pa ne ustavimo, se pa spomnimo, zakaj pa sploh bilo potrebna druga svetovna vojna v smislu odpora. Branili smo domovino, je tako. In zdaj nenadoma se o teh stvarih ne razpravlja. Razen sem pa kaj kdo, ki se lotevamo teh pogovorov na drugačen način. In ta sonet seveda govori, torej prav pri branju te knjige Bes in ponos, kjer je ta navedba noter, je nastal ta sonet. Čemu odlašati z zaporom meje? Migranti so že davno potrdili, da bodo v nekaj letih osvojili in spremenili, kar v Evropi šteje. Zgradili bodo centre in mošeje, sodobne domorodce prevzgojili, nevernike z mačeto pomorili, da bo bolj kruto, hkrati pa ceneje, kot če bi jih preprosto postrelili. Po Sredozemlju plujejo galeje nevarnih mladcev. Pravo smer turneje jim kaže Merklove načrt z vabili, da bodo vse dobili, nič prosili za invazijo tujerodne vzreje. No, marsikdo bi rekel, da je ta vaša pesem politično nekorektna. Nemogoče. Poglejte, z vsakim sem se pripravljena pogovarjati. Ne zagovarjati svoje stališča, da smo jasni. Povedala sem, predno ste me to vprašal, pri branju knjige Bes in ponos, torej gre za vir, ki je dokazljiv. Nisem se jaz tega zmislila. In pravzaprav smo vsi sledili medije, jaz upam, da nimamo tako kratkega spomina, da ne bi vedeli, kako je velkomen. No in seveda zelo ta prognoza, ki ste tudi omenili, da tudi o tem govorim, 19. novembra 2015 v oddaji Odmevi, vodil jo je gospod Bobovnik, je bil gost gospod Mufti, Nedžad Grabus, in lepo sta se pogovarjala, vse v redu, in gospod Grabus je povedal, da bo čez 20 let Ljubljana, govoril o Ljubljani, pretežno muslimanska. Jaz bom povedala svoje občutke. Dih mi je zastal. Ampak sem rekla, tole pa zdaj ne bo šlo gladko skozi. Vse medije preverjala, nihče nič. Pa se spet vrnemo nazaj. Zakaj smo pa šli 41. leta? Kaj se je pa zdaj spremenilo? A smo res tako zelo degradirali v domoljubju, da nam je čisto vseeno? In lansko leto, koncem lanskega leta, je gospod Pahor tudi z visokim znakom nagradil tudi gospod Merklovo pred odhodom in gospoda Grabusa. Ampak prosim, jaz ne vem ozadja točno zakaj. Ker če boste vi zdaj začeli plavati tamle, boste dobil nagrado, čeprav boste kakšne neumnosti počeli. Ne vem zakaj, torej v to se ne spuščam. No, opazil sem tudi vašo satirično navihanost. V sonetu Spolni napad v slovenski savni prestrašno damo in migranta, ki je strah povzročil, dobrodušno pomirite s piškot in pivom, pri čemer se nekako ognete vaši osebni sodbi o tem dogodku. Glejte, pri meni ne nastane nič brez nič. Nič brez nič. Torej, vedno gre za en vzgib, to je nek zunanji vzrok, o katerem premišljujem in na osnovi česar se potem pojavi pesem. Včasih to traja dolgo, včasih pa zelo hitro. Tale sonet, recimo,
spolni napad v slovenski savni, je povzročil en članek v reviji Demokracija, in sicer je ta dama, ki je ta dogodek doživela, neposredno to opisovala. No in na koncu, resignirano, ta gospa je rekla, kaj čem zdaj narediti? Lastnik tega kopališča, kaj lahko on naredi? Če bo karkoli naredil, da bo preprečil, da bi prišli ti lepi mladi mladci, a veste, so zelo lepi fantje, to treba pač priznati, ne? Če jim prepove, ja, bodo nevladne organizacije ponorele. In seveda vsi podpisniki, zastopniki Marakeš sporazuma, to bo kaos. Ne, gospa se je dostojanstveno umaknila in povedala, žal, še eno lepo gesto, ki jo rada počnem, rada grem v savno, skrbim za svoje telo, tudi temu se bom odpovedala. In kako se je dogajalo zdaj? Novice ni ščivkal mestni vrabec, ki na ograji vrta posedi, niti kak plavček, domorodni žabec, po barju jih spomladi mrgoli. Dekle je v savni zaslutilo padec nečesa, kar se hlastno pocedi. Pred njo je masturbiral mlatarabec in pljuske sperme brizgal pred oči. Prestrašeno od tujčeve pohote je pred infarktom pomiril portir in hkrati žugal, naj jim te sramote ne čivkne na kak medijski papir. Ponudil ji je figove piškote, a rabcu pa postregel mrzel pir. Ne vem, kaj bi dodal. No, ja. Pišete pa tudi recimo o tem, kako ste spremljali dnevne novice, kako ob tem ne morete ostati ravno ravnodušni, a ne? V sonetu Z menoj bo Ivan se sprašujete, le s kom plesati domovinski tango. Utrajajoče poslušanje poročil raje nadomestite s Cankarjevo knjigo, ki vas odvrne od slabih novic. Čeprav moram reči, da je pač brati Cankarja precej mukotrpno delo. Zadnje sem bral knjigo Hiša Marije Pomočnice in moram reči, da je kar žalostno branje to. Torej, jaz se k Cankarju, bom rekla, vsake par let ponovno vrnem. Vsakič me nagovori na nek drug način, ker najbrž tudi sam dozorevaš, a ne. Torej, jaz nikoli nobenega medija ne ignoriram. Veste, to je smešno, ko nekdo reče, Novo 24 gledaš. Jaz gledam to, gledam Slovenija 1, gledam Pop TV in tako naprej. Ja, kako pa naj si ustvarjam lastno mnenje o nečem, brez da imam primerjave. Tako pač je. No, tole se je pa zgodilo, Slovenija 1 sem gledala poročila neobremenjeno. Ne vem točno, kaj je bilo. V glavnem, ugasnila sem televizijo. Niti nisem zamenjala kanala. Na mizi sem pa imela Cankarja in tisto, veste, ko se ležerno vržeš na sedežno pa in začnem brati Za narodov blagor. Torej sem šla iz dežja pod kap. In ko primerjamo, ne, kaj se je spremenilo, slabo, samo druge vrste problemi so, ne. Še vedno so pa problemi. Še vedno nimamo tistega primarnega vzgiba, ki ga po mojem mnenju vsako bitje na tej zemlji čuti, do tam, ki ima korenine. Torej, jaz nimam nič čez Italijane, krasen jezik, joj, da bi znala v italijanščini pisati poezijo, čudovito. Nobenega naroda ne izpostavljam, pa odrivam, nikakor ne. Tudi Arabce ne. Sem najbrž ena redkih, ki ima doma tudi Koran in ga je tudi v celoti prebrala. In tudi vem, katere stvari so mnogo boljše, kot kje drugje. Ampak tlele nam manjka, resnično zelo manjka. Med poročili pijem grenko projo in z večjim posušen kandiran mango. Le s kom plesati domovinski tango, ko pa obvladam le pokončno hojo. Težko je z ozaveščeno presojo opazovati medijsko falango in je držati razmejano štango,
medtem ko vztrajno širi paranojo. Nocoj odrinem misel na plesalca. Z menoj bo Ivan z vrhniškega klanca, ki nima genov od neandertalca. Vsaka beseda čudežnega tkavca je mojstrovina, sveta resonanca globoko domoljubnega poslanca. No, jaz tudi ponavadi, pa najbrž tudi drugi pesniki, beseda falanga kot množica somišljenikov je razloženo, prav tako paranoja kot duševna bolezen z blodnjami. To mislim, da ni nič narobe. Jezik je živ organizem, prav je, da vključujemo nove in nove besede in da jih tudi pojasnimo. V knjigi Sonet profesorja primerjalne književnosti in literarne teorije dr. Borisa Novaka, izdane pri DZS leta 2004, sem med drugim prebral njegovo mnenje o vaši sonetni poeziji. No, vsaj tukaj je njegovo mnenje, bi rekel, glede na zadnja njegova v bistvu nastope, je saj v tej knjigi njegovo mnenje strokovno in ne levičarsko, ideološko obarvano. Če ga citiram: žal se kaže, da je sonet v slovenski poeziji še zmeraj rezerviran predvsem za moške, a tudi na tem področju se prevlada moških zmanjšuje, kakor kaže v zadnjem času nastop nadarjenih sonetistk, med katerimi je najbolj izvirna Zvezdana Majhen. Ko sem v tej antologiji soneta, ki obsega več kot 400 strani, iskal kakšen vaš sonet, ga nisem našel, niti soneta katero od drugih sodobnih pesnic, o katerih profesor Borisa Novak govori oziroma piše. To me je, moram reči, nekoliko začudilo. Ja, torej jaz nisem vedela, da ta knjiga nastaja. Moram reči, da jo Slovenci še kako potrebujemo. Gre za antologijo soneta od 12. oziroma 13. stoletja naprej. Krasno predstavljeno vse. Ko je knjiga izšla, me je profesor dr. Novak poklical, povedal, da sem omenjena v knjigi, nič podrobnosti, ampak takoj zatem pa pove, da mu pa niso dovolili nobenega mojega soneta objaviti. Čeprav, kar je bilo na razpolago takrat še ni bilo domovinske lirike, veste. To je bila recimo ta knjiga 100 sonetov, ki je pri Mladinski knjigi išla, recimo. In jaz sem seveda knjigo kupila, jo takoj, torej udarno, veste, da greš brati in tako naprej. Seveda sem tudi pogledala, kjer moj sonet pa je, o katerem je govoril, če mi je povedal, da mu niso dovolili. Kdo ni dovolil? Mimogrede, da povem. Po parih letih me je kontaktirala upokojena profesorica slovenščine na eni od ljubljanskih šol in me je prosila, povedala je, da me pozna, da je bila na enem mojem literarnem večeru, če se lahko dobiva v kavarni Union. Pridem tja in poglejte, gospa je imela to knjigo na mizi. In seveda me vpraša, če nisem dovolila, če morda nisem dovolila, ker to se tudi zgodi, da avtor ne dovoli. In sem mi povedala pošteno, tako kot je bilo. In ona pa pogleda, kjer so navedeni člani uredniškega odbora in zagleda tudi ime, dr. Janka Kosa, je rekla 100%, to vam jamčim, osebno ga poznam, zelo dobro ga poznam. Tukaj on ni imel prstov zraven. Lahko pa so jih imeli drugi, ostali člani, torej gre za 2 ženski in 2 moška. Ampak poglejte, spoštovani gledalci, saj ni problem, veste, saj ni problem, ali je objavljeno ali ni. Ampak gre za to, da bo črno piko za to nosil profesor dr. Novak, kar pa ni potrebno. In še to, objavljenih je 33 slovenskih moških sonetistov oziroma 32 moških sonetistov z enim ali po 2 sonetoma in ena sama ženska, Lili Novi, ki je pa že 60 plus let pokojna. Medtem, ko dr. Novak govori o množini vse več nadarjenih sonetistk, pa niti ene pesmi ni. Če ste opazili, morda gospod Berlic, je beseda rezerviran za moške
da se pač pravi, da je sonet rezerviran, ker naj bi bila pač tudi intelektualno izredno zahtevna struktura. Ta narekovaj je odveč. Res je, da je rezerviran za moške, ker ženske sonetistke sploh ne smejo biti objavljene. Ampak zakaj to poudarjam? Zato, ker očitno človek tudi, ko knjigo piše, ima za seboj neke ljudi, drpr ni važen. Gre preprosto za to, da niso etični. Jaz nisem imela nobene take izkušnje z nobenim, zelo veliko uredniki sem delala tudi za Mladino, seveda 70 knjig, a veste, in to so zelo odgovorni uredniki. Nihče, ampak res nihče se me ni lotil na ta način. Večkrat pa zelo, kar preveč, mene ni treba tako šparati, kaj pa če bi tole takole. In vedno se izkaže, da je to v redu, a veste, urednik ima širok diapazon videnja. Jaz sem takole v to svojo materijo, ne? Urednik pozna tudi klientelo bralcev in tako naprej. Tako da, glejte, to je seveda, ona sploh ni mogla verjeti. Jaz sem rekla, poglejte, če ste osebno se zelo dobro poznate z dr. Novakom, oziroma z dr. Jankom Kosom, vprašajte ga, ne? Ampak jaz nimam razloga, da bi profesor dr. Novaku ne verjela in tako torej je. Prej ste omenili Lili Novi, tu gledam pač v bistvu rodila se je 1885, umrla naj bi pa 1858, če to vidim. A ni to malo čudno? No, naj bi ti ljudje iz uredniškega odbora rajši pomagali v teh fotografskih podatkih. To ni edini primer, veste, še dva. Borges je umrl prej, preden se je rodil, in ravno tako, ne vem, kateri naš, mislim, da je, ne vem, sem pozabila, ampak imam zabeleženo vse. Veste kaj, glede na to, kar ste prej povedali, to pomeni, da so ti razlogi za kritične premisleke o slovenskem političnem in kulturnem prostoru, torej, da jih je več kot dovolj. Absolutno. In kar povem, torej, pesnikom in pesnicam. Lepo je pisati o livadah, kjer se sprehaja srnica, kjer se mavrica dotika zemlje ali vode. To je vse čudovito, veste. Ampak znate pisati, dame in gospodje. Dajmo skušati tudi na tem področju iz svoje duše zliti besedo za narod. Jaz te moram pa povedati nekaj, ne? Da meni ljudje rečejo, prijatelji, ma daj sodobna poezija poslušati. Pa v šolo smo zato hodili, da bomo pike delali, pa vejce, pa tako naprej. Vse degradirano do amena. Pa kdo to bral? Recimo, poglejte, ljudje to občutijo. A bomo rekli, da so oni primitivni? A veste, češ, nisi dovolj intelektualno visoko, da bi lahko razumel, recimo, pesniško zbirko za avtomehanike. Ne se delati iz ljudi norca. Vam je res zelo blizu Slovenija, tu v tem okvirju je torej vaš sonet Slovenija, oziroma akrostih. Z akrostihom Slovenija, ja. In v bistvu, če se ne motim, se je s tem akrostihom kar nekaj pomembnega zgodilo, oziroma je bil dan tudi vladar nekomu. Ja. Torej, to je pa res šlo tudi preko morja, bom rekla, ne. Pesem je precej stara, to je, če bi kakšen analitik to vrednotil, bi rekel, joj, Zvezdana Majhen je pa čisto zaljubljena, tako romantično v Slovenijo, ona sploh ne ve, kaj Slovenija je. Ker seveda, tukaj gre za mojo notranjo vizualizacijo moje domovine, tako, ki jo vidim jaz. Ampak tudi konča se potem, če dovolite. Torej, Slovenija jasni ljubezen, v prvobit duha apel prenaša njena moč kaljena. Ne glede na to, kaj vse se je dogajalo.
ampak jaz vidim tudi ogromno spodbud. Bo pa seveda odvisno, kdo bo to državo vodil, ne? Ampak gospa profesor Marija Pegan je pa, ne vem, jaz sem ji dala to pesem in ona, brez da bi mi povedala, kar sem ga seveda potem še bolj vesela, ko je prišel princ Charles v Slovenijo, to je bilo v času, ko je gospa Nika Potočnik bila županja, je... Leta 98, verjetno. 1998. Nič zazga, no, sprem pesem je res zelo stara. In je ta profesorca naredila cvetni aranžma iz slovenskega cvetja, žal jaz to nisem videla, ker je ona nesla to direktno pač k županji in skupaj županjo, županja mu je pa povedala, Slovenci smo narod pesnikov in mu je to podarila, ne. To se pravi, to ni bilo v kaligrafiji takrat napisano, ampak v slovenščini in v angleščini. Tudi angleški ima akrostih, samo seveda je pa struktura verza pač drugačna, ne, ker je tudi zelo težko prevesti potem, ne, na ta način. No, naslednje leto je pa bil v Sloveniji ameriški predsednik Bill Clinton, je pa zelo domiselno, mislim, da je Pop TV to naredila zelo domiselno, da mu je, se veste, poklanjajo predsednikom kamele, pa ne vem kaj še vse. Oni so se pa odločili, da bodo posneli kratek film v Sloveniji in izpostavili ljudi z različnimi dejavnostmi, pa je bil vinogradnik in tako naprej, a ne. In torej jaz sem to pesem poslala takrat, ne, kot doprinos, nisem mislila, da bi, nisem vedela, bo to film ali kaj, ne. So me poklicali in to pesem jaz deklamiram na eni terasi, en del deklamiram na Čopovi, ki je polno ljudi, in en del na gradu, tako da se vidi cela Ljubljana, ne. In ta CD seveda, oziroma VHS, ne vem kaj je bilo, so Clintonu podarili in lep prikaz je bil, od ribičev do pač prikaz, ne, skozi delo, skozi dejavnost, tako da moram reči, da se mi zdi, da je bilo to zelo izvirno. Več vredno kot kamele, pa ne vem kaj še vse. Ja, se vprašanje, kje je zdaj tista kamela, ki so jo podarili našemu bivšemu predsedniku vlade, oziroma pač zdajšnjemu predsedniku republike Pahorju, ne? Mogoče je v temu živalskem vrtu. Ljubljanskem mogoče. Ja, ne vem. Bog ve kje, ja. Jaz tja ne hodim, ne. Sem, torej, mimogrede, to se že ve, tudi v večjih intervjujih povem, zaprisežena vegetarijanka, ne. Torej, dokler bom živela, ne bom, sem pa v preteklosti, zdaj 34. leto teče, kar ne uživam mesa, odločila sem se, da ne bom naročala ubijanja. Vsakič, ko greš kupiti meso, moja psička seveda je pa na divjačini mleti, ne, tako da se ne kuha, da mi ni treba kuhati. Moram pa reči, da ustavljam tiste vrste vegetarijancev, ki rečejo, pa daj nehaj meso jesti. Vsak naj je, kar si želi, in vsak naj pije, kar si želi, in vsak naj hodi, kakor si želi, in vsak naj pleše, kakor si želi, brez da bo ranil drugega. Ne? Prav je tudi, da smo kritični, kritiko povedati iz spoštovanja. Kakor hiter, jaz nekaj želim vam povedati, bom raje zamolčala, pomeni, da ne spoštujem niti sebe, niti vas. Če se vrneva še malo k domovini spomina, vsem tem vašim sonetom, Miro Petek je v predgovoru zapisal, da soneti domovine spomina niso romantični ali nostalgični hvalospev v domovini, pač pa gre za bridke komentarje in refleksije na slovenski vsakdanjik. Hkrati priznava, da ne gre za razočaranje nad domovino, pač pa za njeno prebujanje. Se strinjate z njim? Torej, moram reči, da sem bila navdušena, da se je gospod Miro Petek, ki ga izjemno cenim, poznam dokaj dobro, ampak ne iz kakšnih najinih osebnih kontaktov, sploh nisva nikoli imela. Sem pa spremljala te stvari, tudi imam prijatelje iz njegovih krajev, ki znajo o njemu povedati še tiste druge stvari. Vse res krasen človek.
In me pa veseli, ne, da ko nekdo knjigo prebere, da tako subtilno začuti moj namen. Poglejte, jaz že pri teli knjigi, če dovolite, gospod Berlic, da boste vi prebral, ko pravim na koncu, ne, ker ljudje mislijo, Zvezdana majhna je pa žleht. Ne? Gre za to, pravim, nikogar ne postavljam na oltar, nikogar vplivaš sodnega procesa. Moji nameni so drugačni. In že tukaj sem to pojasnila, jaz bom pa potem pa tega prebrala, če dovolite. Preberem jaz najprej to. Ja, prosim. Ja. Epilog. Nikogar ne postavljam na oltar, nikogar primeš sodnega procesa. Les snop svetlobe na deželo stresa pero, ko gledam njen repertoar. Vsak sam, ki v srcu je ostal barbar in duhu poln nevarnega mrčesa, naj se razkuži, preden mu hostesa življenja reče, da je že prestar. Moj etos je navdihnil ta slovar, ljubezni do edine domovine, ki pulimo ji žlahne korenine in sveto zemljo puščamo v nemar. Torej, povedano je vse, ne, tukaj ni kakšna globoka metaforika, ampak gre za dejstva, pač v liričnem jeziku povedana, ne. V tej knjigi, ki je seveda z tega družbeno-političnega vidika, ne, še bolj udarna, na koncu pravim, zaključni sonet. Nobena moja pesem ni zagovor tega, kar čutim, ko rodim sonet, da jezik odloži tuzemski tovor brez dragih maliganov in tablet. Vsaki dojame, da je lirski govor v iskrenem srcu pesnice spočet, verjame, da mi zlatolistni lovor pomeni manj kot posesana smet. Sonet izbujam spečo domovino in izpodbudno voščim dober dan in opogumim plašno dediščino, naj išče ključ v resnici zakopan. Ko vse to postorim, se z mesečino pokrijem in ugasnem svoj ekran. Torej, že nekako napovedujem, da bo v tej smeri povedanega še kaj. No, vsem tem bi vas vprašal, ali ste z domovinskimi soneti morda, ali ste se morda komu zamerili, a ne? Vemo, da levičarje izredno moti vse, kar je domoljubno, kar je narodno, kar je slovensko, ne. V zadnjih dneh pa slovensko javnost razburja tudi Burek, profesor z FDV-ja, ki pravi, da ima narodno-zabavna glasba nekakšne nastavke fašizma. Kako to komentirate? Torej, bila sem osupla, tudi do mene je prišla ta informacija, tako bi rekla, pa ne zato, ker sem po profesiji psihologinja. To vedo že mnogi ljudje, ki niso nikoli brali kaj o psihologiji. Inštitut Lil ima lepo marsikaj napisanega, kar bi bilo dobro, da prebere, torej vsak, ne mislim sam politik ali človek, ki je na kakšnem odgovornem mestu. In med drugim tudi piše, da je v Sloveniji najmanj 20,000 psihopatov. So tudi lepo opredeljene po točkah, kakšen človek je psihopat. Na kratko rečeno, to je človek, ki enostavno ni sposoben doživljati emocij, še manj pa razumeti vaše, njegove. In to kompenzira na ta način, da je vulgaren, da je lažniv, da je izmikajoč, skratka, osebnostne lastnosti, ki bi si danes še dobro vzgojen 14-letnik sramoval. In tle šola ima, veste, še veliko prostora, da te stvari razjasni. Če se jaz v našem parku, pa na šolskem igrišču, lahko pogovarjam z deklički in fantički, 7., 8., 9. razred, in me sprašujejo tudi take stvari, učitelj bo to še mnogo bolj subtilno in metodično pravilno naredil, ne.
Je pa nekaj, ne? Gotovo smo vsi opazili, da degradacija zavesti se dogaja na vseh frontah. Torej, prej sem omenila, ne? Visoka umetnost je pisati brez pik, brez vejic, po možnosti psovke, po možnosti, torej to nižje izrazje, kar smo včasih rekli, ja, saj še knapi ne govorijo tako, ker so me res mučno življenje in je zletelo več, ne. Skratka, to je neprimerno. Ampak hkrati, da ne boste mislili, da zdaj jaz to apeliram samo na leve. Poglejte replike, ki jih pišejo ljudje, ki so zavzeti, emocionalno močno angažirani na desni strani. Se včasih zgrozim. Dajmo tisti identiteti oziroma entiteti, ki jo izjemno spoštujemo, pazimo, da s svojim lastnim agresivnim vedenjem ne znižamo njenega ugleda. Drugače, se tudi v enem sonetu, mislim, da je to v tej naslednji zbirki Ogenj poetike, ne. Levi in desni enostavno neustavljiva jeza je. Razumem, da so to preprosti ljudje, ne. Ampak, če hočemo obvarovati, če ta želja v nas iskrena, da tej ljubi domovini pomagamo naprej, drugače bomo degradirali nižje od srednjega veka. Približujeva se koncu najinega pogovora, zato bi vas vprašal, kako doživljate to epidemijo koronavirusa, ne, tudi v tem smislu, da smo v Ljubljani praktično že 2 leti priča nekakšni levičarski histeriji proti aktualni desnosredinski vladi, ki pa se je bila sposobna soočiti s težavami, s to krizo, potem, ko je se Petinšek vrgel puško v koruzo. Ja. Torej, jaz osebno, morda se motim, vidim, da tudi to, kar je usmerjeno proti tem COVID akcijam in tako naprej, da to pravzaprav čisto vse usmerjeno v degradacijo vsega, kar naredi vlada Janeza Janše. Vse pride prav. Tudi jaz, torej moram povedati javno, nisem cepljena iz razloga, imam žal, hvala Bogu, zdrava, ampak neizmerno veliko alergij. Med drugim na zdravila, recimo, Rusi so mi ugotovili, da tudi, če bi aspirin vzela, lahko komo padem. Na Hikoncil, ki sem ga vzela, mi ga je vrhunski zdravnik predpisal, ki je moje telo dosti dobro poznal. Jaz sem pa zavtekla, tako da je bilo groza, ne. Ampak, ravno zaradi tega, ne, seveda sem se odločila, imam pa prosim tudi možnost, ne, spet bova govorila o tem, ne, ljudje, ki hodite v službo, je to čisto nekaj drugega. Nekdo, ki je doma v svojem mehurčku, živi s svojo psičko, je veliko v naravi, sprehodih, mimogrede tudi ionizator je prižgan 24 ur, da se pobijajo vse bakterije in tako naprej. Seveda redno, brez vsake goljufije. Poglejte primer, danes zjutraj smo imeli obveznosti in sem se šla včeraj zvečer cepiti. Vendar ta cepilni list se je zaključil danes ob 3. Testirati, oprostite. Ja, seveda sem se šla spet testirati, ne? Brez da bi pomislila, ja, kako bi pa zdaj se nam pogledal pa tako naprej. Ne, jaz ti tega ne dovolim. Taka so pravila in to zbiranje na cesti in seveda tukaj gre za vulgarizme takšne vrste, pa te razne plakate, veste, tako nekreativno, a veste, da si tudi kritičen lahko kreativno, ne pa da vidiš pravzaprav same psovke, pa koga je treba ubiti, pa tako naprej. Spet bom rekla, lepo prosim, ljubi narod, vsak naj se zazre vase. Da ne bo prestar, kot ste prej prebrali. A veste, da poznam primere politikov, kako so prejšnjega sistema, kako so odhajali. Vse se vrača, vse se plača. A mislite prav za kakšne partijske veljake in tako naprej? Ja. Znate, v bistvu, da so se verjetno, domnevam, da so se težko poslovili od tega sveta, ker so imeli pač na svoji grbi.
Lejte, tudi Pač, ljudje, ki so težke dobro začine. poznali človeško zavest, psiho, pa ni zdržal, pa je naredil suicid, a ne. Zato, veste, je v mojem gledanju te stvari, veste, da se javno pove, kaj je. To ne pomeni, lejte, tudi vas bi razumela, če ste indoktrinirani. Indoktrinacija je blazno huda stvar. Pri 30 letih sem jokala do obupno. Ne vem, če bi mi mama, oče umrl, ne bi bilo tako hudo, kot je Tito umrl. In to je bilo iskreno. Zakaj bi jaz zdaj to zatajevala? Niti seveda mi na misel ne pride, da bom rekla, da sem bila neumna. Daleč od tega, ta čustva so bila pristna. Zato, zaradi indoktrinacije, moramo pomagati drug drugemu, da nas ne vrže v črno luknjo, bom rekla. Ker ne bomo svobodni, notranje svobodni. In tukaj, poglejte samo to, o vrtcu otroke učijo. Ne Matiček, nič ne bomo skregani. Mi smo skupina skupaj, si pomagamo, sodelujemo. Če kakšen problem ne moreš sam z Jurčkom rešiti, pomagam jaz. A vidite, ne pa izločen, s tem ne bomo sodelovali. Ljudje, bojte se ljudi, ki vse izločajo. Tako kot sem rekla, točka 7 tistega A4 formata. Pobiti vse intelektualce, vse študente. Jaz imam to spravljeno, veste. In dal mi je človek, ki je na FSPN študiral. In bil je šokiran. Ne vem, ali gre po drugi strani res za to je tudi nevarno, veste, gospod Berlic, nevarno je tako nizko mnenje imeti o ljudeh, preprostih ljudeh, se jih lahko nafilamo s čemerkoli. To je nevarno. Človek bo zavajal, kjerkoli bo lahko. Zato res pamet v roki. Ja, upajmo. Še vprašanje čisto za konec. Kakšni so vaši literarni načrti za prihodnost? Nekaj ste v bistvu v tem smislu že prej omenili. Ja, pravzaprav iskreno povedano, načrte je težko delati, na tem področju se ne da, ne. Jaz saj zase lahko rečem, recimo, da sem odvisna od navdihov. Medtem ko strokovne članke, ki sem pisala, recimo, gre za to, da se skoliraš, se usedeš in stvar pišeš. Ravno tako recimo prozo. Za otroke sem pisala tudi prozo. Ampak pri poeziji pa ne gre. Vsaj meni ne gre. Tako da ne vem, ali bo še kaj, tako kot tukaj na koncu pravim, a ne, da šele potem ugasnem svoj ekran, ko bom vse to povedala. Zdaj trenutno je tako, na založbi Nova obzorja je sonetna zbirka Ogenj politike oziroma Gen etike. Potem imam zaključeno in oddano sonetna ogledala. To so tudi soneti, ampak ne družbeno-kritični, gre za bolj to refleksivno razmišljujočo liriko na različnih področjih. No, pripravljam tudi, oziroma je že skoraj končano, to ni v sonetih. Meni je predlanskem izšla knjiga 333 hajkujev in zdaj naslednja, ki v bistvu še za skup dati, ne, je pa naslov spet po hajkujem. Drugače pa za otroke in želim si tega resnično, da bi pisala čim več za otroke, da bi bili navdihi na tej strani, ker takrat sem igriva, vesela, živahna, domišljija, medtem ko tukaj je pa ni lahko, resnično ni lahko. Če bi se odločala, bi ostala samo na literaturi za otroke. Kako pride do tega, da je nuja? Poglejte, poznam ljudi, ki so v politiki, ki se matra, res iskreno, poznam, vidim. Ampak točno to. V sebi čuti to poslanstvo. Zgolj zaradi tega, kdo razume. Razume? Včasih si rečem, v naslednjem življenju
pa, če obstoja, ne. Bi bila pa rada kmetica. Zelo rada imam zemljo, imam 30 kvadratov atrija pred stanovanjem in to mi ogromno pomeni. Kot je rekel Jean-Jacques Rousseau, nazaj k naravi. Ja, tako. Ja. V redu, hvala naši današnji gosti, gospe Majhnovi. Če ima kdo iz občinstva morda še kakšno vprašanje za našo gostjo? Niti ne. Hvala. S tem zaključujem naš današnji pogovor v okviru Demokracije magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbe Nova obzorja. Hvala naši gosti, gospe Majhnovi, in hvala vsem vam za udeležbo. Hvala tudi vsem vam, ki ste nas gledali v neposrednem prenosu preko spletne strani demokracija.si. Hvala in lep večer vam želim vsem skupaj. Hvala. Hvala tudi vam za povabilo in seveda, dragi prijatelji, vsi, ki smo v tem prostoru slovenskem, smo na nek način tudi prijatelji, bratje, tako rekoč. Pa ne samo metaforično, veste, gre za to, držimo skupaj, trudimo se naprej skupaj. In vse se bo uredilo, veste, ker življenje ima to filozofijo dobro, 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 ne spodnašati. Hvala lepa. Hvala vam. Ja. Hvala in srečno.